Julijo Skripal, hčerko nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, so odpustili iz britanske bolnišnice. Oba sta bila pred nekaj več kot mesecem dni zastrupljena z živčnim strupom. Našli so jo v angleškem mestu Salisbury, prve tedne pa sta se v bolnišnici borila za življenje. Tako njeno kot Skripalovo stanje se je v zadnjem tednu izboljšalo. Julija je, kot poroča ruska novinarska agencija RIA, v Veliki Britaniji iskala politični azil. Po odpustu iz bolnišnice so jo odpeljali na varno mesto. Velika Britanija še vedno trdi, da je za zastrupitev odgovorna Rusija, Moskva pa še vedno zanika kakršnokoli vpletenost v incident. Na tisoče potnikov je na 4 nemških letališčih ostalo na tleh. Skupaj z drugimi delavci v javnem sektorju namreč stavkajo tudi letališki delavci. Poleg Frankfurta so prizadete tudi letališče v Münchnu, Kölnu in Bremenu. Sindikati bodo po napovedih zaostrovali stavko, če delodajalci ne bodo dali ponudbe za boljše plače. Tretji krog pogovorov se začne 15. aprila. Sindikati zahtevajo 6% zvišanje plač za 2,3 milijona zaposlenih v javnem sektorju na zvezni in lokalni ravni. Nemška zvezna vlada in občine pa so zahtevo zavrnile. V industrijskem sektorju se je februarja govorilo še o 3,9 milijona delavcev, ki se dogovarjajo o plačah in prilagodljivem delovnem času. Inflacija je marca narasla za 1,5%. Evropska centralna banka pozorno spremlja nemška pogajanja o plačah, saj bi rast plač povzročila nov dvig inflacije in banki omogočila, da začne z množičnim spodbujevalnim programom. Nemčija pa ni edina evropska država, kjer sindikati množično stavkajo. V njej sosednji Franciji vre zaradi gospodarskih ukrepov načrtovanih reform predsednika Emmanuela Macrona. V Aziji se začenja nova doba. Mednarodne konference na temo Nova doba medijskega sodelovanja v Aziji, povezljivost in inovativni razvoj v južni kitajski provinci Hainan se je udeležilo več kot 300 ljudi, med njimi več kot 140 voditeljev večjih medijskih hiš iz 40 azijskih držav. Prišli so tudi kulturni znanstveniki in drugi strokovnjaki. Azijski medijski voditelji so razpravljali o medsebojni povezanosti medijev in sodelovanju, s katerim bi regija bila bolj odprta in inovativna. Delegati iz vseh 59 medijev so podpisali skupno izjavo o spodbujanju medijskega sodelovanja v okviru pobude Belt and Road in podpisali 9 drugih sporazumov o sodelovanju. Ustvarili bodo tudi skupno digitalno infrastrukturo za digitalne medije z namenom, da bi vsi ljudje v regiji lahko imeli enostaven dostop do medijev in se naučili soustvarjati takšne vsebine, preko katerih bodo lahko razumeli tako poslovnost kot kulturo.